25. maja 2001 je bila v Konjičanki sklicana ustanovna skupščina, na kateri je bilo ustanovljeno Društvo gluhih in naglušnih Slovenske Konjice. Soglasno so sprejeli tudi statut in program. Veselje je bilo neizmerno, od sreče so tekle tudi solze. Predsednik je postal Matevž Marinko, ki še danes, po 20 letih, opravlja to delo. Prva sekretarka društva je bila Katarina Marinko, mati Matevža Marinka. Svoje plemenito delo je opravljala prostovoljno in vsak dan predstavljala pomembno vez med slišečimi in osebami z okvaro sluha. Vse 3 občine Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče so finančno podprle delovanje društva. 20 let je že minilo, odkar smo v Slovenskih Konjicah ustanovili naše društvo. Ponosen sem in neizmerno vesel, ko pomislim, koliko lepega smo v tem času skupaj doživeli, kolikim smo pomagali, koliko novih poznanstev in prijateljstev smo navezali. Začetki so bili težki, polni preizkušenj in dokazovanj, da nismo le eno izmed mnogih društev, ampak društvo, ki ga v naših krajih resnično potrebujemo. Oblikovali smo prve socialne programe ter jih skozi leta izpopolnjevali in bogatili, ki so kvalitetni in uporabnikom nudijo varnost ter podporo za enakovredno življenje. Tudi v prihodnje bomo sledili temeljnemu poslanstvu društva in pomagali osebam z okvaro sluha pri premagovanju komunikacijskih ovir, jih združevali in preprečevali njihovo socialno izključenost. 20 let smo že tukaj in prepričan sem, da nam ne bi uspelo, če ne bi imeli ob sebi vseh vas, ljudi velikega in odprtega srca, ki ste nam na različne načine pomagali in se trudili, da je društvo zaživelo. Leta 2002 se je društvo vključilo v Športno zvezo gluhih in naglušnih Slovenije. 2004 so spremenili naziv društva v Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče. Leto zatem so pridobili status invalidske organizacije in status društva, ki deluje v javnem interesu. Iskreno se vam zahvaljujem za vse podarjene trenutke, finančne prispevke ter prijazne in spodbudne besede, ob katerih smo začutili, da delamo dobro in prav. Zelo smo veseli in hvaležni za podporo, ki nam jo nudijo občine. Vse 3 občine so občine po meri invalidov, na kar smo še posebej ponosni, saj v Sloveniji ni veliko občin, ki se lahko pohvalijo s tem nazivom. Prisrčna hvala Zdravstvenemu domu Slovenske Konjice za dolgoletno nudenje brezplačnih prostorov za naše delovanje. Leta 2006 se je društvo pridružilo Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije, kar je bila pomembna prelomnica, saj so postali upravičeni do rednega financiranja svojega delovanja iz sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij. S ponosom se pohvalim, da smo leta 2019 s pomočjo fundacije FIHO prišli do svojih prostorov, ki našim članom predstavljajo drugi dom. FIHO nam je financiral nakup prostorov, ki smo jih s pomočjo prostovoljcev in občine Slovenske Konjice renovirali in leta 2020 otvorili.
pozdravljeni. Hvala lepa. Za 20. obletnico delovanja društva, Medobčinskega društva Slovenske Konjice Vitanje in Zreče, vam podarjamo v spomin tole knjigo gluhega slikarja, umetnika, ki je pred kratkim premenil, velik mojster na Slovenskem. Njegovo biografijo vam podarjamo v poklon ob našem jubileju. Po vaših prostorih obstaja slika, ki jo je naš slikar narisal, ki ste jo kupili na dražbi. Je pa tudi ta slika noter nekje zabeležena, jaz upam, da je pa še veliko njegovih del prisotnih v tej knjigi, da boste lažje spremljali njegovo delo. Hvala lepa za to lepo darilo, torej zahvala in seveda poklon za vaše delo. Torej, lokalna skupnost občine Slovenske Konjice bo tudi naprej skrbela za to, da bo delovanje vašega društva dobro, da bomo lahko maksimalno pomagali tako, kot smo do sedaj. Torej, hvala lepa in iskrene čestitke ob jubileju. Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih občin Slovenske Konjice Vitanje in Zreče je zaživelo leta 2001. Le leto prej, ko je bil 14. novembra 2002 v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika. S tem je bila uresničena zahteva gluhe skupnosti do pravice uporabe slovenskega znakovnega jezika, informiranja o njem, prilagojenim tehnikam in do tolmača slovenskega znakovnega jezika. To je bil velik korak glede enakopravne vključenosti gluhe skupnosti, tako v vsakdanje življenje, kot tudi v delovno okolje. 25. maja 2001 ste se člani iz konjiškega, vitanskega in zreškega okolja, ki ste bili pred člani društva v Celju, odločili za ustanovitev svojega društva. Aktivno delujete na socialnem, izobraževalnem in športnem področju. Ste glasnik informacij za vse svoje člane ter gluhe in naglušne v našem kraju. Ste njihov zaveznik in zaupnik. Zato se vam v imenu občine Slovenske Konjice zahvaljujem in izkazujem iskreno zahvalo in poklon, da ste aktivni že 20 let. Društvo je zelo dobro prepoznavno tudi zaradi bogate kulturne ustvarjalnosti njihovih članov. Ko sem se prvič včlanila v Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče, sem na željo članov in članic prevzela delo kulturne sekcije. Poleg tega vodim različne dejavnosti, kot so likovne in ustvarjalne delavnice in kuharske delavnice. Kot vodja kulturne sekcije vodim otroški pevski zbor, saj otroci gluhih staršev radi zapojejo v znakovnem jeziku za svoje starše. Otroke želim spodbujati k učenju in spoznavanju znakovnega jezika. Pozdravlja me v snu, prvi cvetovi in prvo majsko nebo. Najlepši vrtovi, ljubezni skriti so. Zavedno mi bo ostal v najlepšem spominu snemanje našega prvega filma z naslovom Pobegla krava, ki smo ga skupaj z gluhimi in naglušnimi igralci in snemalci igrali vloge v stilu kmečkega življenja na podeželju pod Roglo. Dvakrat smo organizirali likovno kolonijo gluhih in naglušnih ustvarjalcev v našem mestu vina in cvetja v Slovenskih Konjicah. Imam še veliko lepih spominov
na organizacijo 2 filmskih festivalov gluhih in naglušnih v naših krajih. Za v prihodnost si želim, da bi naše društvo pokazalo se bolj v javnosti. Povabila bi slišeče otroke in odrasle osebe in jih povabila v naše delavnice, da bi sodelovali z nami, ustvarjali in se hkrati učili znakovnega jezika. Tudi te pesmi v znakovnem jeziku, saj za našo gluhoto je težko. Gluhota je težka invalidnost, zato smo zelo izolirani od sveta slišečih. In s tem namenom želim, da bi se gluhi integrirali v svet slišečih, da bi bili enakopravni. V društvu je vse od njegove ustanovitve delalo 11 sekretark. Nedavno je to pomembno mesto za vez društva s slišečimi prevzela Nevenka Hrovat. Gluhi in naglušni so vedno v težavah. Vedno so v stiski, ne glede na situacijo. Žal nikoli niso uslišani. Mi smo pa tukaj zato, da jim pomagamo. Naprimer, vsi uradni dokumenti so za njih težko razumljivi. Vsak si razlaga po svoje, kar pa vedno tudi ni pravilno. In mi jim pri tem pomagamo. Gre za enega lepših pogledov na sam kraj Vitanje. Slikarji imajo ta ambient zelo radi. Gre za Hriberško cerkev na hribu, občinsko stavbo. Slikarjeva domišljija pa je k tej sliki dodala tudi silueto farne cerkve, kar ponazarja en zelo posrečen konstrukt. Spoštovano vodstvo, spoštovane članice in člani Društva gluhih in naglušnih Slovenske Konjice. 20 let je sorazmerno lepa doba, ki tudi zelo hitro mine. O jubilejnih dogodkih je vedno čas za pregled vsega postorjenega in čas za načrte za prihodnost. Vrsto let mi je bilo dano spremljati delovanje vašega društva. Pri vseh vaših prizadevanjih je bilo vedno opaziti veliko prizadevnost vašega vodstva, veliko razumevanja v vaših vrstah in prepoznati aktivnosti, ki so plemenitile tako življenja mnogih vaših članic in članov, kot tudi plemenitile življenja lokalnih skupnosti, ki jih vaše društvo pokriva. V vseh teh letih ste poleg teh rednih dejavnosti in kljub svojim lastnim bolezenskim tegobam uspeli nuditi maksimalno možno pomoč vsem, ki so potrkali na vaša vrata. Bodisi v smislu strokovnih svetovanj, bodisi v smislu osnovnih zdravstvenih nasvetov, napotkov in pri iskanju ustreznih pripomočkov. S tem ste olajšali in polepšali trenutke mnogih. Poleg omenjenih dejavnosti je bilo moč najti tudi čas za rekreativno dejavnost, za športne aktivnosti, za vse ostale dejavnosti, ki so dodatno plemenitile in lepšale skupni vsakdanjik. Ob vseh teh dogodkih je bilo veliko tudi postorjenega na ureditvi in pridobitvi novih prostorov. Lokalne skupnosti smo vedno strmele za tem, da smo po svojih možnostih kolikor nam je bilo dano, podpirale in
skušale pomagati pri delovanju, tako vašega kot tudi pri ostalih društvih. Jaz upam, da bodo načrti, ki so nasnovani za prihodnje, enako plodni, kot so bili vsi tisti, ki ste jih uspeli uresničevati doslej. Naj vam pri tem pomaga medsebojno zaupanje, ki je bilo ustvarjeno v preteklih letih, naj vam pomaga trdno zdravje in naj vam pomaga tudi kanček sreče. Vsega lepega in dobrega in obilo čestitk ob vašem izredno lepem jubileju. In se priporočamo za nadaljnje plodno sodelovanje. Hvala lepa. Iskrene čestitke ob jubileju. Že vsa leta društvo dokazuje, da so med člani tudi zelo uspešni športniki. Dolgo let sem že predsednik sekcije za šport in moram priznati, da smo zelo aktivno društvo. Radi se udeležujemo vseh športnih, rekreacijskih, kakor tudi državnih tekmovanj, meddruštvenih tekmovanj in tudi evropskih. Naši napredki so dobri, zelo smo ponosni, saj smo najmanjše društvo, ampak zelo aktivni na področju športa. Do sedaj smo organizirali že veliko športnih dogodkov. Še posebej ponosni pa smo na srečanje gluhih in naglušnih Savinjske regije na Rogli leta 2017. Naše društvo je prvo, ki je organiziralo ta dogodek. Državno prvenstvo v orientacijskem teku na Rogli leta 2019. Tudi tukaj je bilo naše društvo prvo v Sloveniji, ki je organiziralo ta dogodek. Večkrat smo že organizirali državno prvenstvo v balinanju, šahu, ribolovu in še bi lahko našteval. Ob 20. obletnici društva se lahko pohvalim z dobrim delovanjem. In tako želim, da ostane tudi v prihodnje. Same dobre in pozitivne stvari. Skupaj z društvom gluhih in pa naglušnih se veselimo 20-letnice društva, saj uspešno sodelujemo in društvo predstavlja pomembno sfero civilne družbe na našem območju vseh treh občin, ki povezuje članice in pa člane z ostalimi organizacijami ter širšo družbo tudi na področjih športa, kulture in pa drugih dejavnosti. Spominjamo se skupnih srečanj, uspešno izvedenih projektov na tem specialnem področju, ki temeljijo na interesnem sodelovanju, pretežno na načelih prostovoljnosti, predvsem pa solidarnosti, humanizma, tankočutnosti, kar pomembno prispeva k vključevanju in s tem dvigu kakovosti življenja in dela oseb s tovrstnimi potrebami. Najpomembnejši pokazatelji 2 desetletij uspešne razvojne poti pa se danes gotovo izražajo v precejšnji družbeni vpetosti in prepoznavnosti društva v lokalno okolje, tako na medobčinskem nivoju, kot na širšem območju Dravinjske subregije. Zato smo na Izreškem izredno veseli vaše uspešne razvojne poti in tvornega medsebojnega sodelovanja, za kar se iskreno zahvaljujemo. Ob tem jubileju vam iskreno čestitamo in društvu kličemo še na mnoga uspešna leta. Tudi svetom za invalide je predsednik Marinko svojo aktivno udeležbo, predvsem pa predanostjo poslanstvu v vseh letih dobro sodeloval. V občini Slovenske Konjice imamo svet za invalide.
V tem svetu so predstavniki različnih invalidskih organizacij in lahko se pohvalimo, da smo leta 2011, torej 10 let je od tega, v občini pridobili listino Občina po meri invalidov. Na to smo zelo ponosni. V svetu za invalide smo učinkoviti. In zakaj smo učinkoviti? Tudi zaradi tega, ker je v svetu za invalide predstavnik medobčinskega društva gluhih in naglušnih, gospod Matevž Marinko, ki z svojim aktivnim delom v samem svetu in tudi sicer v društvu zelo veliko doprinese k prepoznavnosti življenja gluhih in naglušnih. V svetu za invalide na ta način tudi spremljamo, kakšno je življenje gluhih in naglušnih in z veseljem ugotavljamo, da so si pridobili nedavno tega nove prostore, upamo trditi nov dom. In v tem novem domu se zelo veliko dogaja. Je veliko izobraževanja, je veliko športnih aktivnosti. Predvsem smo zadovoljni, ko v društvu zelo veliko dajo na izobraževanje. In prav prijetno je stopiti v ta njihov drugi dom, ker ko odhajaš, lahko ugotoviš, da si samo pridobil. Kajti v tem domu je resnično veliko ljubezni. In zagotovo dobiš občutek, da je tudi v tem domu varnost, ki nam je vsem tako zelo potrebna. V tem domu je veliko ljubezni, je veliko varnosti, je veliko sodelovanja in v svetu za invalide si želimo, da takšno sodelovanje, ki ga imamo do sedaj, ostane še naprej. Iskreno čestitamo ob 20-letnici delovanja in želimo vse dobro. Med člani društva so tudi naglušni in zato se je društvo odločilo, da jim posveti posebne storitve, ki jih rabijo za lažje premagovanje ovir v življenju z okvaro sluha. Kot podpredsednik zastopam tudi naglušne osebe in tudi pomagam pri njihovih odločitvah za slušne aparate in podobno. V tem času, ko sem podpredsednik, sem organiziral v novih prostorih društva indukcijsko zanko, ki imenujemo tudi slušna zanka, in enako tudi smo nastavili slušno zanko za televizijo. V tem času tudi sem organiziral razna predavanja za pripomočke za naglušne osebe in gluhe, ki je tudi dobro nam uspelo. Sem tudi organiziral servisiranje slušnih aparatov na društvu, da starejši nimajo potrebno hoditi drugam servisirati aparate. V tem času sem tudi organiziral namestitev slušne zanke v cerkvi v Konicah, tako da sedaj imamo več indukcijskih zank, kot sem že omenil, Slovenske Korice, Vitanje v cerkvi ter v Ločah v cerkvi in v našem kulturnem domu v Slovenskih Konicah. Namen sem imel ustanoviti odbor naglušnih, zaradi da bi se bolj seznanjala o delu organov društva in tako se ni dalo organizirati to stvar zaradi koronavirusa in imam upanje, da to ne bo dolgo trajalo in da se bomo začeli družiti in ponovno bili aktivni, tako kot smo bili
v našem društvu. Želim, da bi ostali vsi zdravi. Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče je v času epidemije in vladnih ukrepov za zajezitev COVID-19 odprto samo za nujne potrebe ob upoštevanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Srečanja s člani večinoma potekajo na daljavo po spletu. Pozabili niso niti na starejše občane v domovih starejših občanov, ki jim preko medicinskega osebja pošiljajo pozdrave ali telegrame. Društvu so v njegovem delovanju na pomoč pristopili tudi v Lions klubu Slovenske Konjice. Lions klub Konjice se tudi počasi približuje 20-letnici svojega delovanja v občini Slovenske Konjice in širše. Poslanstvo Lions kluba v Sloveniji je pomagati pomoči potrebnim in seveda v tem smislu smo prepoznali tudi potrebe gluhih in naglušnih. In mislim, da se ne bom dal zmotil, če bom rekel, da je eden prvih projektov pomoči bilo deležno ravno društvo, medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Konjice. Takrat vem, da smo za prostore in za uporabo v administrativne namene namenili prvi računalnik z faksom in pa z enim televizorjem. Tako da smo zelo ponosni in smo lahko takrat že pomagali. Kasneje smo še pomagali pri nabavi tehničnih pripomočkov članom samega društva, jaz mislim, da enkrat tudi gluhoslepi članici društva. Kasneje smo sodelovali pri dražbi likovnih del, kjer smo društvu namenili nekaj finančnih sredstev. Zadnja pomoč pa je bila po mojem spominu leta 2019 en velik LCD televizor, LED televizor, ki smo ga kupili za potrebe društva, ko so se preselili v nove prostore. Tako da Lions klub Konjice prepoznava v lokalnem okolju potrebe in glede na izražene želje, vloge, tudi reagira in poskuša vsem, ki potrebujejo našo pomoč, pomagati v meri, ki je pač v naših zmožnostih. Se pravi, v okviru našega finančnega plana, finančnih sredstev, ki jih pač uspemo zbrati v določenem časovnem obdobju. V preteklem letu smo se nekoliko bolj posvetili šolam in pa mlajšim. Seveda to ne pomeni, da ne bomo nadaljevali še vedno starimi akcijami pomoči tudi gluhim in naglušnim in seveda tudi slepim, predvsem, ki so en velik temelj delovanja lavnističnih klubov po svetu. Seveda smo veseli, da je medobčinsko društvo gluhih in naglušnih uspelo doseči častitljivo obletnico 20 let in jim v tem želimo veliko uspešnega dela tudi v prihodnje. Prav nobene težave nimam danes tudi javno povedati, da bomo z veseljem priskočili na pomoč pri projektih njihovega društva
ali tudi posamičnih članov, ki bi se našli v zagati in bi potrebovali našo pomoč. Tako da vodstvo čestitam za opravljeno delo za nazaj in jim želim veliko uspehov še za naprej. Naša vrata so odprta, tako da z veseljem se bomo odzvali na predloge, kako sodelovati tudi v prihodnje. Gluhi in naglušni se spopadajo z velikimi izzivi v času koronavirusa, saj se počutijo popolnoma odrinjene in izolirane. Največji problem jim predstavlja nošenje mask, saj so ustnice njihov vir informacij. Skratka, mi smo tukaj zato, da jim pomagamo, usmerjamo, razumemo in pripomoremo k temu, da so slišani. V društvu sem pričela delati septembra lansko leto, tako da sem sedaj tukaj 8 mesecev. Zakaj sem prišla v društvo? V društvo sem prišla zato, ker sem iskala nekaj novega, neke nove izzive, kar so mi predstavljali predvsem gluhi in naglušni. Namreč jaz se prej z njimi nisem nikoli srečala. In ko sem jaz poznala njihov način življenja, sem začutila, da v bistvu se jaz tudi tukaj najdem in jim rada priskočim na pomoč. Ko sem prišla v društvo, seveda me je bilo strah, kaj bom jaz z gluhimi, ker še nisem kdaj z njimi delala. Tako da prvo sem se mogla naučiti znakovni jezik, v bistvu se še ga tudi sedaj učim. Poznam določene kretnje, z predsednikom moram reči, da smo se tudi zelo ujela, lahko komuniciramo brez tolmača. Tako da ja, jaz se še v bistvu tukaj učim. Znakovni jezik vse za mene je težek. V bistvu, ko sem jaz to spoznala, nisem vedela, da se naj osredotočam na usta ali samo na kretnje, ker moraš biti pa pozoren na oboje. Tako da tukaj prvo nisem vedela ali eno ali drugo, kaj naj gledam. Je veliko kreten, ampak potem s časom spoznaš, da v bistvu te kretnje so izpeljane iz določenih mimik, ki sem jih uporabljala že prej, ampak se tega niti sama nisem zavedala. Za naprej predvsem želim društvu to, da res uspešno deluje tudi naprej, da tudi število članov, da bi naraščalo, predvsem zato, da se lahko oni med seboj družijo. Saj je tole društvo za njih drugi dom. Iskrena hvala tudi Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Brez vaše podpore bi bilo delovanje društva močno okrnjeno. Raznolikost nas bogati in uči o medsebojni odprtosti ter o spoštovanju do slehernega sočloveka. Živimo drug od drugega in drug za drugega. Skupaj lahko storimo veliko. Ovire pri komunikaciji oseb z okvaro sluha moramo premagovati skupaj. Če se bomo vsi potrudili, bo življenje za nas, osebam z okvaro sluha, lažje in lepše.